Velika Britanija bo očitno izskočila s francosko-nemškega vlaka, brez prtljage in pri polni hitrosti. Naš reporter Admir Pričko se nam oglaša iz Londona, kjer raziskuje, kako je do Brexita sploh prišlo in kakšne bodo posledice. Admir, dober večer v London. Dober večer, Jonas, dober večer, Slovenija. Evo, nahajam se kle v Veliki Britaniji. Ne vem, če veste, Velika Britanija je ena ful zanimiva država. Vsi imajo ponovadi samo eno reprezentanco, oni imajo 4, Angleži, Škoti, Wales in Severni Irci, ampak ok, pustimo to. Velika Britanija je po ta novem tudi ful zanimiva glede tega, da oni, če imajo kakšen problem, oni ne grejo spraševati učenjake, DR, MR, bradice, očala, oni si rečejo, kaj pa če bi vprašal budale, in so jih. In tako smo, kot kaže, dobili Brexit. No, odločitev je zdaj preložena, govori se o novem referendumu. Ja, to je očitno en nov trend v politiki, da ko ljudi nekaj vprašaš, pa ti ni všeč njihov odgovor, jih greš vprašati še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, dokler ne povejo ono, kar bi rad slišal. Tako da očitno je, da budale so vedno bolj pomembne v teh procesih odločanja. Ampak ta trend, da tako imenovane budale prevzemajo politiko, to se zdaj dogaja tudi drugod po Evropi, kaj ne da? Kaj pa pri nas? Ja, v bistvu jih je v politiki vedno več. Recimo, ko sem jaz prepisal svojo diplomsko nalogo, noben ni rekel, ej, ti bi lahko bil župan, še ga ni bilo. Ali pa, ko sem, na primer, v kafiču ukradel sendvič, za mano niso darali, lega poslanca, veš, ta budalizacija se mi zdi, da je globalen pojav. Pa če se vrnemo nazaj na Brexit, kaj pa problem Severne Irske? Ja, Severna Irska, to je zanimivo. To je Britanija, ki je na Irskem. Se pravi, to je tako kot otok Krk poleti, ki je Slovenija na Hrvaškem. Sam da gremo mi po dopustu domov, oni ostanejo tam za zmeri. In te Severni Irci, oni so tako kot številni moški po svetu, radi bi končali zunaj, ampak z občutkom, da so še vedno not. Hvala, Admir, in lep pozdrav v London.